Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni od mene. Kristi sem z vami z novimi video sporočili, oziroma tokrat bi rekla bolj z video učenjem, s takim malo bolj poglobljenim pogledom v zakulisje dogajanja, energijskega dogajanja, katerega imamo v zraku in katerega je povzročil, ne bodi ga treba, retrogradni Mars, ne? Tako da vem, da si že nekako z veseljem pričakujete ta sporočila, napovedala sem jih in definitivno bi rada spregovorila o samih energijah in kaj tisto, kar prinašajo, kot seveda sporočilo zate, za vse vas, ki tole gledate. Ok, retrogradni Mars. Vsi že vemo, da vedno, ko slišimo pred planetom retrogradni, ponavadi ni noben vesel in nihče ne pripravlja neke velike zabave na to temo. Vsi bolj več ali manj ne poznamo torej retrogradnega Merkurja, ki vedno naredi dokaj preglavica, ne? Ampak tokrat smo v obdobju retrogradnega Marsa, ok? Retrogradni Mars je nastopil 9.9., da bi nas pospremil v novo obdobje in tako zelo zanimivo obdobje, ne? Ampak vsako tako obdobje ima seveda tudi podton, podsporočilo, ampak ponovadi ljudje ne znajo gledati, zdaj bi pa jaz rada malce vas to naučila, torej pogledati med vrsticami, kaj se dogaja, kaj je to sporočilo za vas, kako si lahko vi pomagate, da ne boste pod vplivom retrogradnega Marsa. Zakaj? Zaradi tega, ker veste zakaj. Zato, ker retrogradni Mars, lejte, Mars sam po sebi je zelo odločen planet, ok? On je planet motivacije, planet doskrat vojne, borbe, boja vseh vrst, jeze pa tako naprej. Vse, kar je povezano s strastjo in tako naprej. Zdaj pa, če gre to retrogradno, to pomeni, da gre vse skupaj v rikvrc, to pomeni, da ti ne bo šlo na motivacijo, strast, zagon, ampak ti bo šlo lahko glih kontra, v ekstremističen strah, občutek, da nič ne zmoreš, občutek, da itak vse brez veze, da delaš, zaradi tega, ker ti itak ne bo ratalo, ne? To je retrogradni Mars, je res diploma iz tega. Jeza, bes na ljudi, občutek, da te nišče ne mara, da te bojo vsi izdali in tako naprej. No, če ste karkoli izmed tega čutili v tem obdobju in bili za površje, torej češnjica na vrhu smetane, bili še besni, ste definitivno lahko prepričani, da na vas vpliva retrogradni Mars. Okay? Zdaj pa ta retrogradni Mars se je nekako malo res nenavadno združil z vsem ostalim, bi rekla že, globalnim dogajanjem. Ne? Tudi če pogledamo njegovo simboliko, to pomeni simbolika ognja, ne? To pomeni, on je ognjevit planet, rdeči planet, tako naprej. A ste se vprašali, zakaj je to požarov? Koliko je zdaj požarov? Ste videli, kje vse ne gori? To je res noro. Mati narava definitivno je hotela nekaj povedati, ampak zakaj ni zbrala? Ok, v Sloveniji je malo zbrala bolj vodo, ne? Torej pa toča in tako naprej, ampak po celem svetu več ali manj zbira ogenj, ne? To pomeni, vsi tisti, ki ne verjamejo v gibanja planetov, pa kako to zelo vpliva, so se v tem trenutku lahko zelo vprašali, mogoče pa vse skupaj res, ko opazuješ in so res neke nenavadne povezave, ne? Ok, zdaj bi pa jaz rada mečkam povedala, kaj je zdaj to neko globalno sporočilo in seveda, kaj to pomeni za nas. Jaz sem si pripravila, sem si mečkam zapisala, da vam slučajno ne pozabim kaj povedati, definitivno je pa zelo pomemben, da me poslušate. Jaz pravim tako, boljše, da poslušate duhovne učitelje, kada se naučite na lastni koži. Vem, da kad se naučiš na lastni koži, stvari se res primejo, ampak ponad bolj bolijo, tako da kakor čtejo, ne? Ampak jaz vam bom res povedala, to, kar vam bom zdaj povedala, definitivno drži kao bliž, ok? In definitivno bi bilo fino, da upoštevate te nasvete. Kolikor hočete, da vam ta retrogradni Mars ne bo pripravil enega tazga velikega ognja v vas samih, ampak da boste lahko šli čez to obdobje bolj mirni in predvsem, da se na tej poti ne boste skurali, zaradi tega, ko so te intenzivne energije, to pomeni ali intenzivna jeza, strahovi, kakorkoli že, zna zelo trpeti seveda tudi fizično telo, ne? Skratka, kaj smo zdaj ugotovili, da se dogaja? Prva točka, strahovi se obnavljajo. To pomeni, da smo pri veliko ljudeh videli, da vse tiste strahove, ki niso uspeli razrešiti, so se ponovno pojavili. Nekaj časa so jih pustili pri miru, so rekli, ok, zdaj ti dam pa malo čas, da zadihaš, naj ti bo, ampak kar naenkrat so spet prišli na plano. Stvari, za katere si bil prepričan,
da si jih že obdelal, da je vse ok, da te bojo pustile primer, da te ne bojo prišle ponovno spraševati, kaj pa, če ne bo vse v redu. Evo jih, razumeš, tukaj so. Skratka, to je obdobje, ko se znajo določeni strahovi obnavljati. To pomeni, to so tisti strahovi, za katere ste imeli občutek, da so že razrešeni, niti da se bojo okoliščine več ponavljale, ampak ne bodi ga treba, to je zdaj spet tukaj. In to je sporočilo za vas, da vkolikor so te strahovi intenzivno zdaj prišli ven, ne pomeni, da niste na njih kaj naredili. Seveda, da ste, ampak pomeni pa, da niso bili dokončno razrešeni. In v tem obdobju ti definitivno Mars z to svojo intenzivnostjo zelo pomaga, da to ponovno pogledaš v to, da ponovno pogledaš, ok, nekatere stvari še vedno nisem čisto do konca obdelala in zdaj lahko ponovno pogledam v njih. Mogoče si tudi mislil, da si določene odnose rešil, pa so zdaj kar naenkrat prišle ene in iste situacije, ki mogoče že par mesecev pa par let se niso ponavljale, so se zdaj začela obnavljati. Razumete? Tako da v tem primeru je treba ponovno pogledati v take odnose, ponovno se pogovarjati, ponovno jih razreševati, kakorkoli že. To vidimo tudi na kolektivni ravni, seveda. Poglejte, jaz vam bom zdaj ves čas s tem aktualnim stanjem iskala primerjavo, zato ker vem, da boste potem zelo dobro razumeli stvari. Poglejmo zdaj, kako so se strahovi začeli obnavljati glede koronavirusa. Mislili smo, da smo že neki spomlad dojeli, da smo lahko že začeli za določene stvari malo bolj mirno jemati. Se nisem rekla utopično pa naivno jemati. Rekla sem samo mirno jemati. Mirno, mirno ukrepati in tako naprej. Ne, številni ljudje, ki so se jim vmes, ki jim je nekdo rekel, da zdaj jih pa ne rabiti več strah in ni bilo več strah, so zdaj obnovili svoje strahove. Ponovno jih je strah za svoje življenje, za kakorkoli že. Skratka, to koronavirus je samo eno veliko sporočilo, razumeš? Ker hoče te povedati in te ponovno vprašati. Ok, torej nekatere stvari še vedno, kljub temu, da so bile vmes transformirane, pa si razmišljal o njih, še vedno nosiš vse. In na kolektivi smo zdaj zaznali, da so se te strahovi močno povečali, spet so se obnovili. To pomeni, da 6 mesecev smo imeli časa, nič nismo dojeli, kar pomeni, da bom to tudi razlagala, ko bom prišla do narave. In zdaj bom prišla do te narave. Odnos do narave je dejansko bil nekako na neki kocki, na nekem vprašanju do človeka, ko smo mi hodili pač čez to globalno pandemijo, kakorkoli že, in takrat se je narava spucala in vsi so bili veseli, ampak nič nismo naredili. Narava se je zapacala nazaj, ljudje ne živijo drugače in narava je zaradi tega ubrala zdaj številne čistilne procese, tudi z ognjem. Marsikaj ima še na zalogi, to moram povedati, zaradi tega, ker hoče povedati. Res ne bo šlo tako. Res ne bo šlo tako. Enkrat sem malo nežno brcala, kaj se bo pa zgodilo ta drugič. Tako da zelo dobro je, da pogledamo, zakaj ene in iste stvari ponavljamo. Zakaj se nikoli nič ne spremeni. Zakaj rečemo, da smo zdaj pa veseli, da smo nekaj naredili, pa da smo veseli, da smo nekaj spucali, pa pol ne naredimo dejansko tiste stvari, da bi to zasidrali, pa da bi v takih novih navadah tudi obstali. Številni ljudje so šli po starih tirnicah, ne samo v odnosu do narave, tudi sami do sebe. V koronavirusu so rekli, da bom imel več časa zase, ne bom se več toliko sekiral, takoj, ko se spet vse pognali nazaj, takoj, ko so spet nekateri strahovi se začeli obnavljati, so spet na isti točki, kot so bili. In tukaj prihajamo do naslednje točke in ta točka je, da so strah, tukaj pa zelo odločno spregovorila o tem, ker moram zdaj pač tukaj, imam tudi pravico izraziti osebno mnenje, to meni izjemno ni bilo všeč. Poglejmo, kako so strah pa pričakovanja, ki so ti položena, povezana in kako so močna. Kar meni recimo ni bilo všeč, ko smo bili mi v prvi fazi, torej te neke pandemije, tako naprej, je bilo, da so v bistvu številni ljudje govorili, septembra bo pa grozen, septembra se pa pripravite, če zdaj nisi izgubil službo, kaj bo septembra, kaj če bomo septembra mogli to, kaj če bo septembra to, skozi bo september, majke ti, zakaj ne 3. oktober ali pa 7. zakaj september?
Ja, zato, ker je takrat sezona prehladov. A veš nekaj, meni se zdi, da najbolj ta sezona januar pa februar, grip pa prehladov, pa ne vem česa. Kak september? September, jaz ne vem, ampak a veste, da je september doskrat podoben avgustu, vroč, lep, razumeš, zakaj september? Razumeš? In točno tako se je zgodilo. Točno to se je zgodilo, to, kar so ljudem govorili, to so ljudje pričakovali, ljudje so imeli pričakovan strah in pričakovano prepričanje v podzavesti, kje bomo vsi mi septembra. In točno tukaj smo. Ja, to je zato, ker so strokovnjaki vedeli pa prav zračunali, a dej nekaj, mi jutri ne vemo, kje bomo, a bo kdo skupaj potegnil stikalo, pa nas ne bo več. Ben izmed nas ne more te neke kalkulacije pa izračuni, jaz ne vem, če ste jih dali delati za svoje življenje, ampak jaz vem, vsakič, ko sem delala nekaj za svoje življenje, kje bom čez eno leto, ugante, kje posod sem bila, sam ne tam, kjer sem jaz mislila, da bom. Ben pojma nima, kaj bo dejansko, kaj se bo jutri dogajalo. Ampak, ko ti nekdo dovolj dolgo trdi, da bo septembra nekaj slabo, da bo septembra nekaj groznega, da bo septembra in veliko ljudi si naloži to v podzavest, ko pride september, se obrne na koledarju in imaš ti ozaveščen, da smo zdaj 9. meseca, kaj mislite, kam gre manifestacija? Vse to, kar imamo, je kolektivna manifestacija, zaradi tega, ker smo se odzvali na položene besede. Okay? Kakšno primerjavo ima to s tvojim življenjem? Če se te recimo tako stanje teh pandemij, epidemij, ki so bile že preklicane pa tako naprej, ne dotakne, je, da lahko pa povezano drugače s tabo. Vprašaj se, kolikrat so ti v življenju rekli, nič ne bo iz tebe, nisi dovolj dober, nisi dovolj lep, nisi dovolj ne vem kaj. Raj se ti drž nekih majhnih stvari zaradi tega, ker, razumeš, to pomeni, da so tebe mogoče že od majhnega vzgajali, pričakuj, da boš po njihovo loser, zaradi tega, ker pač mi vemo, da boš in ti si vztrajno temu sledil. Jaz sem malo tega dost, da vidim ljudi, kako so polni potencialov in jih gledam in oni meni govorijo, da ne verjamejo vase. In jaz jih gledam, kot bik v nova vrata, res, in si mislim, kaj ti govoriš? Kako s tebe ne vidiš, kako ne veš, kako posebno bitje si, kako mi lahko to govoriš. In gledam te besede in si mislim, pa sem ne bi to za sebe to tako rekel. To je položeno, to je naučeno, to ste vi v življenju slišali. V tem obdobju je prišel čas, retrogradni Mars je super zato, da se močno obrnete navznoter, kakšna prepričanja imate o življenju, o tem, kaj zmorete in kaj ne, in da enkrat za vse začnete to pucati. Razen, če vam prijetno pa udobno, da živite negativne resnice, v katere so vas drugi prepričali. Meni so recimo kot dislektiku govorili, ti ne boš nikoli pisala knjige, ugam kaj, 7 jih imam. Razumeš? Zato so pa lektorji. Pa kaj pol? A razumeš? Ti ne boš nikoli pisala knjige. Zakaj ne? Ja, v kakšnih tedenskih sporočilih se mi malo nasmejite, ker zamešam črke, ampak vse vsem. A razumeš? Vse vsem. Enkrat sem poslala, moram bolje, en mailing ven in sem napisala, tale meditacija vas bo izjemno, sem hotela reči, pomirila, pa sem napisala pomorila. Tako da, ampak razumete, ljudje so se nasmejali, vedeli so, kako je, nisem dovolila, da me to omejuje. V tem obdobju pogledajte, kaj so vam povedali, da bi vi mogli biti. Ali vam je prijetno s to oznako, kar so vam rekli, da bi vi mogli biti. A bi vi pa mogoče drugače. Ker če vam je prijetno z oznakami, katere so vam dali, potem čestitam. Če so vam govorili, da ste najboljši, najlepši, najpametnejši in tako naprej. Če pa tega ni, dragi moji, to ne bo življenjem samo zginilo. Dosti ljudi z duhovnimi tehnikami misli, da stvari kar same zginejo, da bojo angeli kar sami uredili stvari. Ni to tako. Angeli tebi ne morejo odvzeti duhovne izkušnje, ne morejo ti odvzeti tvoje rasti, ne morejo ti odvzeti, razumeš, tisti najbolj vreden dragulj, zakaj si sploh kot duša prišel v inkarnacijo. To boste mogli sami. Lahko to naredite na lep način, ali pa tako, da vas bo življenje še parkrat tresnilo po glavi in da boste pol se odločili in rekli, ne, ta prepričanja treba spremeniti. In to je delo.
Zelo malo ljudi je tisti, ki lahko kar preklop prepričanja in reče, ok, zdaj pa tega ne verjamem. Če to lahko narediš, svakati čas, ampak ponavadi tega ljudje ne naredijo. Delajo se, da so to naredili, ampak kako boš pa vedel, da si res to naredil, nisi, okoliščine ti bodo povedale. Če imaš ves čas, torej obnavljajoče se strahove, ene in iste situacije, skozi težave v odnosih, skozi težave v življenjskem poslanstvu, karieri, denarju, z otroci, karkoli že, potem to pol nisi še obdelo. Potem bo treba zavihati rokave. Rada bi vam še povedala eno stvar. Ljudje me zelo v tem obdobju sprašujejo, kaj bo z nami, kam gremo. Mi gremo tja, kamor verjamemo, da gremo. To pomeni, da bomo mi čez pol leta tam, kjer bomo verjeli, da bomo. In spet smo tukaj pri prepričanjih, razumete? To je točno to, kar sem rekla, ko so napovedali ta september. September, evo ga, in točno tukaj smo, razumeš? To pomeni, da ti zdaj meni povej, kje boš februarja. Razumeš? Jaz bi rada, da ti meni poveš, kje boš februarja. Jaz bi rada, da se ti odločaš, ok? Tako da veliko delite na teh prepričanjih, pucanjih, zdaj čas za to, vreme bo nekako šlo v to fazo, lahko boste mečkam bolj v meditaciji in tako naprej. Skratka, definitivno bi vam svetovala ogromno tega. Jaz vem, da številni ljudje se sprašujejo, kaj je tisto, kar je prav zame, kako ne. Ful se sprašujejo, kaj bi jim angeli sporočili, pa tako naprej. Hkrati vem, da vas to ful zanima, ogromno ljudi je, ki jih ful zanimajo ta duhovna znanja, po drugi strani pa veliko ljudi, ki čutijo, da morajo samo spucati družinske vzorce, vse, kar se mi zgodilo, razočaranja in tako naprej. Zaradi tega sem se odločila, se veste, jaz mislim, da vsi naši tečaji, zelo rada imam spletne dogodke, ampak vam bom iskreno povedala, čez tečaj v živo ga pač preprosto ni, ne? Ampak vseeno sem se odločila, da pa 2 tečaja, ki sta tukaj ključna v tem momentu, pa bom dala tudi na splet, bom vzela neko manjšo skupino, s katero bom delala z vami. In to je tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev in akademija kanaliziranja, torej pomeni predajanje sporočil angelov in tako naprej. Kako razumeti njihova sporočila, kako biti v stanju kanaliziranja. Ta 2 tečaja bosta šla na splet, sicer mečkam kasneje v jeseni, tako da lahko si pokukate že na potovanje duse.si, sem objavila. Drugače pa seveda ta 2 tečaja, poleg vseh ostalih, magična bitja, to pomeni samo rogi, vile, morske deklice, zmaji, potem tečaja umiritev misli in tako naprej, to pa se, in tečaj jasnovidnosti, seveda še 26.9. Vse to se začenja kmalu z mano, tako da vabim, da se pridružite, da vam jaz pokažem, kako sem jaz to naredila, kako sem si jaz pomagala, kako te stvari delujejo in vas definitivno pospremim na novo pot življenja. Torej, vse to in še več na potovanju duse.si. Hvala vsem, ki ste z nami in se vidimo.